Lastniki Fordove kuge ste verjetno že čist anemični, ko vas nekdo že stotič vpraša, a tvoja kuga je pa fejst nalezljiva. No, lastniki nove boste lahko ponosno odgovorili, ja, se vem, da je okužila tudi tebe. Ja, tamle spode, v bistvu sem zdaj visoko na poti med krošnjami, pa je dejansko ne vidim. Ampak tole vsekakor priporočam, če bi se radi na Rogli sprehodili visoko med drevesi in uživali v tej prekrasni naravi, kamor dejansko paše tak čist priključni hibrid, kot je nova kuga. Zdaj se pa sem še dol spustim, po to bogano. Pretežek sem! Tole je najbolj kužna Fordova kuga. A ni? Mislim, se vem, izgled je subjektiven, ampak dajte priznati, da se ji Focusov obraz dejansko poda in da je zelo podobna manjši Pumi. Kuga je v tretji generaciji čist nova. Narejena je na novi platformi C2, zaradi katere je že v osnovi do 80 kg lažja od predhodnice, če je oprema približno enaka. Manj je ostrih linij, vse je tak fajn popegljeno po domače povedano, ker pa je vetrobransko steklo bolj položno in ker je avto dejansko nižji, pa oddaleč zgleda kot kakšna večja kombi limuzina. Ja, je pa kuga zdaj v dolžino daljša za slabih 9 in širša za dobre 4 cm. No in tale ima še najboljšo opremo Vignale, zato je veliko dodatkov iz kroma, da izgleda bolj prefinjeno. Napise kuga pa boste v tem primeru iskali za manj. Povsod piše Vignale. Edino enega Fordovega inženirja bi rad zvabil na pijačo, da mi razloži, zakaj je v zadnjih lučeh še vedno nekaj klasičnih žarnic. Leta 2020 se mi to zdi res smešno, ampak dopušča možnost, da so notri z razlogom. Notranjost, ja? Poglejte jo. Če ste že sedeli na novi Fiesti, Pumi ali Focusu, boste rekli, wow, vse je čist enaka! In s tem ni čist nič narobe, ker je kvaliteta izdelave dobra, postavitev 8-palčnega zaslona na dotik je točno taka, kot mora biti, pa še upravljanje s prezračevanjem je klasično, na gumbe. Nina Pušlar bi rekla, to mi je všeč. Ker gre za moderne avtomobile, tule seveda podlaga za polnjenje telefona, pa vhoda USB tipa A in C, kar je fino, ker nimamo vedno vsi s sabo adapterjev. V vsakem primeru pa boste vedno v roke prijeli ročno šivan volan, pri opremi Vignale je še usnje na armaturi, odvisno od opreme pa se bodo spreminjali tudi dodatki na armaturki. Kuga ima zdaj za 2 cm daljše medosje, tako da zdaj na zadnji klopi noben več ne bo jamral, da je premalo prostora. Po Fordovih podatkih ga je celo največ v razredu. Kljub nižji strehi pa je več prostora za glave, baje za 35 mm. Nikoli zadovoljni najstniki bodo navdušeni nad pravo vtičnico za polnjenje svojih pametnih naprav, pa še zunanja sedeža sta ogrevana. Prvič pri kugi. In tole se lahko vzdolžno pomakne za 15 cm, tako da lahko prtljažnik povečate s 411 na 581 litrov v primeru tega priključnega hibrida. Sicer je prostora še malo več. Kako se pelje, vam povem takoj, ko vam pokažem digitalne merilnike. Serijski so že pri opremi ST-Line in v diagonalo merijo 30 cm, dobrih 30 cm, prikazujejo pa ogromno informacij. Razen v primeru priključnega hibrida bi lahko bil nekje napisan še način vožnje, ali greš na elektriko, ali greš na bencin, ker je prostora dovolj. Prikazujejo pa prave 24-bitne barve in odvisno od programa vožnje, 5 jih je na voljo, se spremeni barva in animacija. Ok, zdaj pa na cesto. Matej je najprej hotel peljati dizla, ker se jih bo več prodalo, meni pa je tale priključni hibrid zakon. To pomeni, da poleg klasičnega 2,5-litrskega bencinskega motorja za premikanje skrbi tudi elektromotor, sistemske moči pa je za 165 kW, kar je 225 konjev. Takšna kuga ima tudi veliko baterijo, vase spravi 14,4 kWh elektrike, zato je kuga težek avto. Dobrih 1800 kg ima in do 100 na uro se požene v 9,2 sekunde. Samo na elektriko pa se lahko peljete tudi 135 km na uro, ampak v tem primeru seveda ne boste z baterijo prevozili obljubljenih 56 km, kolikor so namerili na testu VLTP. V resnici nekje dobrih 40. Kuga ima vgrajen polnilnik z močjo 3,7 kW, kar pomeni, da bo baterija najhitreje polna v 3,5 ure, doma v 7 urah. In če kupujete priključni hibrid, potem res vedno polnite baterijo, ker sicer ne bo imela vse skupaj nobenega smisla, pa tudi poraba ne bo, 2 litra.
Vožnja na elektriko je prijetna, kabina je dobro zvočno zatesnjena, ima pa klasičen priključno hibridni problem. Bencinski motor je zaradi neskončnostopenjskega menjalnika ob močnem pospeševanju zelo glasen, čeprav ga v resnici ob umirjeni vožnji nikoli ne boste slišali. V vsakem primeru pa preklapljanja med elektriko in benzinom skoraj ne boste zaznali in v električnem načinu imate 4 možnosti. Vožnja na elektriko, varčevanje z elektriko, potem še polnjenje baterije z motorjem, kar zaradi visoke porabe goriva odsvetujem, pa še klasičen hibridni način. Poraba vas zanima, vem. Na svojem malem testu sem z elektriko prišel od Slovenskih Konjic do Rogle in potem še do centra Slovenske Bistrice, torej slabih 56 km. Realno jih boste pri kombinirani vožnji prevozili dobrih 45, če se boste potrudili, na avtocesti manj. Ampak se imate na voljo še 45 litrov benzina v rezervoarju. Poraba benzina na testu je dobrih 5 litrov, pa moram povedati, da dokaj pridno polnimo baterijo, se pa veliko vozimo tudi po avtocesti. Kuga pa se še vedno pelje odlično za tip avtomobila. Vodljivost je res dobra in tudi vožnja sama je udobna, čeprav se pri tem priključnem hibridu pozna dodatna teža na blaženju. Tu pa tam kako luknjo res grdo preživeči. Med umirjeno vožnjo, med ovinki pa se mu dodatni kilogrami ne poznajo, med dinamično pa jih boste hitro občutili, ko bo nos kar sam rinil naprej. Še to. Stopalka za zaviranje je preveč občutljiva, se boste mogli nanjo navaditi, da boste lahko elegantno upočasnjevali. Škoda, da ni na voljo več različnih stopenj rekuperacije zavorne moči, da bi se lahko še po mestu vozil z eno stopalko. Kuga ima prvič na voljo še projekcijski prikazovalnik, ki ga boste videli tudi vsi, ki imate na nosu očala s polarizatorjem. Zna čist sama parkirati, brez da se dotikate česarkoli, potem pa že v osnovi dobite tudi LED luči, pa kup dodatne varnostne opreme, tudi Sync 3. Ker sem nor na tehniko, mi je všeč tudi povezovanje z avtom prek aplikacije Ford Pass Connect, kjer lahko preverjaš stanje goriva, napolnjenost pnevmatik, pa baterije, potem lahko pri samodejnem menjalniku tudi zaženeš avto. Pazite, gledajte to. 3, 4, zdaj. Na štrom je, tako da ne slišite. Je pa fajn, da lahko tudi v aplikaciji nastavite hlajenje avtomobila, medtem ko je povezan na štrom. Jaz sem pa zdaj vmes med poletjem Matejo kar večkrat nastavil gretje, pa po mojem sploh opazil ni. Cena. 25 € je osnovni priključni hibrid 35, tale z vsemi in opremo vinjale pa 51 €. Ampak kamot bi vzel S-Line, ker je bolj poceni, pa bi enako kužno izgledal, ker zdaj dejansko najbolj. Pri Fordu Slovenija računajo, da bodo na leto prodali 350 kug, od tega 35 priključnih hibridov, en pa bi kamot bi moj, ker je dober tak kužn avto.